Glavno področje raziskovanja v našem laboratoriju v tem trenutku je robotska rehabilitacija. Pri robotski rehabilitaciji pacient z pomočjo robota ponavlja ene in iste gibanje in s tem izboljšuje svoje motorične sposobnosti. Glavna ideja je v tem, da mora izvesti zelo veliko podobnih gibanj, zato so roboti zelo primerni. In seveda potem se dodaja še različna navidezna okolja, s čimer se poskuša še bolj motivirati paciente, da še več vadijo, da še boljše izboljšujejo svoje sposobnosti. Po drugi strani je pa zelo pomembno področje raziskovanja tudi merjenje gibanja pri človeku. Roboti so v bistvu narejeni tako, da naj bili čim bolj podobni človeku. In zato so tudi vse ti algoritmi, vse te postopki za analiziranje gibanja pri človeku, gibanja pri robotu so v bistvu uporabni tudi zato, da se da analizirati gibanje pri človeku. Zato v bistvu mi uporabljamo različne sisteme za merjenje gibanja in lahko za temi istimi algoritmi analiziramo gibanje človeka in imamo potem zelo različna področja. Po eni strani recimo gre področje iz rehabilitacije, kjer lahko mi objektivno ocenjujemo, kakšne so gibalne sposobnosti pacientov in se da potem tudi spremljati njihov napredek. Drugo področje je recimo področje športa, kjer je tudi zanimivo merjenje gibanja, recimo potek učenja različnih veščin pri športu ali pa tudi recimo analiziranje pri profesionalnih športnikih, kjer so zelo važne te majhne razlike. Recimo, kdaj se zgodi določen gib in se da to zelo natančno posneti in se da potlej kasneje, recimo zvečer, tudi analizirati, pa ugotovi, da je prišlo recimo do pravilnih gibov, da so prišli na napačni gibi in to so v bistvu zelo pomembni objektivni podatki, ki potlej omogočajo tudi zelo dobro napredovanje.